Celjska poslanka si bo leto 2020 zapomnila po reševanju okoljskih problemov. Izgradnja kanalizacije in kolesarskih poti glavna cilja vojniške občine. V Žalcu bodo še ta teden začeli s cepljenjem starejših od 80 let. Nizozemci v Zlatorogu Slovencem odščipnili točko. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Kljub epidemiji koronavirusa ter obravnavanju in sprejemanju številnih interventnih ukrepov so se poslanci v lanskem letu ukvarjali tudi z drugimi zakoni in težavami državljanov. Tudi na lokalni ravni. Celjska poslanka Janja Sluga je precej energije tudi v tem mandatu namenila okoljskim problemom. Celjska poslanka Janja Sluga je zadovoljna, da se projekt sanacije Celjske kotline nadaljuje tudi pod okriljem nove vlade. To me je nekako najbolj skrbelo. Veste, da je bil posluh v prejšnji vladi in še prejšnji, ko so bili SMC-jevi ministri na tem resorju za okolje in prostor in se je vendarle začela sanacija celjskih vrtcev. In seveda ob nastopu nove vlade je bila to stvar, za katero sem najprej stopila v stik z novim ministrom. Zadovoljna sem seveda ugotovila, da razume problematiko, da bo nadaljeval s temi projekti sanacije, zato tudi namenil denar v proračunu. Vesela sem pa tudi, da sva uspela najti skupni jezik tudi glede sanacije stare cinkarne, tudi glede kakovosti zraka in tako dalje. Tako da je v resnici v naslednjih letih za te namene namenjeno toliko denarja, kot ga še nikoli doslej za Celje ni bilo. Govorimo o skupaj kar 44 milijonih evrov in moram reči, da je to kar velik korak naprej in sem s tem delom zadovoljna. Kot pravi, se vedno z veseljem odziva tudi na pobude iz lokalne skupnosti. Najprej so seveda infrastrukturni projekti, ti so vedno na mizi in teh pobud je v resnici največ. Od raznih avtobusnih postaj pa do tako preprostih stvari, kot so ograje. Nekaj mesecev nazaj mi je uspelo vzpostaviti po več desetletjih delovanje semafora na ulici 14. divizije v križišču s Pleteršnikovo. To je bila pobuda stanovalcev. Veste, da gre tam za zelo prometno cesto, za zelo nevarno tudi za pešce ali pa za vključevanje stranske ceste na glavno. S tem sem se ukvarjala kar leto in pol. Ni bilo enostavno, ampak končno je seveda potem na koncu uspelo. Potem je en velik projekt, ki bo tudi stal mnogo denarja, to je dokončanje kolesarske steze pa pločnika v enem odseku med križiščem v Košnici, ki smo ga tudi v lanskem letu uredili skupaj z podžupanom, sva vlagala v to velike napore in nama je končno uspelo, zdaj nama je pa ostal še ta odsek od samega križišča pa do Tremeri. Tu gre kar za velik projekt, ker je brežina, je potrebno vodno soglasje in tako naprej. Tako da tudi ta zadeva se premika. Veliko sodeluje z osnovnimi šolami in ostalimi izobraževalnimi ustanovami, v zadnjem času tudi z ljudskimi univerzami. Ljudske univerze namreč izvajajo osnovno šolo za odrasle, ki je ustavna kategorija. Torej osnovna šola po ustavi pripada vsakemu državljanu Republike Slovenije, vendarle pa do sedaj država tega ni financirala. In to je malo skregano zdravo pametjo, tako da zdaj smo uspeli na pobudo ljudskih univerz in ob sodelovanju naše ministrice za šolstvo z pravilnikom zagotoviti tudi to, da bo država odslej v polni meri financirala zaposlene, ki izvajajo to osnovno šolo za odrasle, kar je tudi za Celjsko in Žalsko ljudsko univerzo, moram reči, zelo velik korak naprej in sem tudi z tega vidika zelo zadovoljna. Podprla je pobudo Celjske gasilske zveze, da bi bili gasilci ob nabavi novih vozil oproščeni davka na dodano vrednost. Zdi se malo takšen korak, vendarle pa, ko potegneš skupaj pod črto ob teh nabavah, je to zelo velika pomoč gasilcem in tudi to nam je zdaj uspelo. Torej, mi smo zagotovili zdaj v popravkih zakona oprostitev plačila davka na dodano vrednost za vse sile zaščite in reševanja, torej tudi jamarji, gorski reševalci in tako naprej, vsi bodo po novem oproščeni tega davka. In kakšne so njene želje za letošnje leto? Najprej si seveda vsi skupaj želimo, da bi se ta epidemija umirila. Ne samo zaradi tega, da bomo malo lažje zadihali, da bomo nekako normalizirali svoje življenja, pač pa si sama to želim tudi zato, da se lahko potem začnemo res
aktivno ukvarjati tudi z vsebinami, zaradi katerih tam sedimo, da tako rečem. V občini Vojnik so sprejeli načrt največjih naložb, ki jih nameravajo realizirati v letošnjem letu. Med njimi sta izgradnja kanalizacijskega omrežja in novih kolesarskih poti. Pri obeh projektih računajo na evropsko in državno sofinanciranje. Izkoristili smo čas med tisto prvo krizo korona, da smo res takrat zelo veliko naredili na dokumentaciji, na razpisih, izboru izvajalcev. Potem smo pa vmes na izvajanju kar nekako uspešno prišli skozi. In pa tudi načrtujemo še za letošnjo leto kar nekaj stvari naprej. Med njimi sta tudi dva večja, izgradnja kanalizacijskega omrežja in kolesarskih povezav. Zdaj, seveda, jaz sem vesel, da smo lani dokončali tudi izbor izvajalca na skupnem projektu kanalizacije. Skupno delamo Celje, Štore in pa Vojnik iz programa za razvoj regij, ker imamo mi približno 700 000 evrov evropskega denarja, ki ga bomo vložili v kanalizacijo v aglomeraciji Vojnik. Tako da to bo fizično se izvajalo 21 in 22 leto. Delamo intenzivno na področju kolesarskih povezav Celje, Vojnik, Dobrna. Tu smo zdaj na vrsti, kar se tiče pridobivanja služnosti z našimi ljudmi. Medtem ko sam financerski, bi rekel, zalogaj bo pa prevzela država. Imamo sklenjene dogovore okrog tega in seveda, če bomo uspešni pri zagotovitvi pravice graditi, se pravi služnosti, bomo potem verjetno že v letu 2021 lahko se veselili prvih kilometrov te kolesarske povezave. Začrtane investicije vsebujejo tudi izgradnjo pločnikov in obnovi državnih cest. V tem sklopu pa bodo uredili tudi državno cesto od Nove Cerkve do Razdelja. Tako bodo zaključili dvoletni projekt urejanja omenjene ceste. V zdravstvenem domu Žalec so prejšnji petek začeli s cepljenjem zaposlenih in koncesionarjev, ki delajo v tamkajšnjem zdravstvenem domu in v ostalih dislociranih enotah v Spodnji Savinjski dolini. Zdravstveni delavci v teh dneh že pripravljajo sezname za cepljenje ostalega prebivalstva, najprej starejših od 80 let. S cepljenjem naj bi začeli že ta teden. Jaz sem se dala cepiti, ker v prvi vrsti seveda želim zaščititi sebe, svoje zdravje, hkrati pa tudi moje najbližje, svojo družino, moje sodelavce, ki so v stiku s mano. In seveda želimo biti zdravstveni delavci, sodelavci, vsi zaposleni v zdravstvenem domu vzor drugim. S cepljenjem starejših nad 80 let pa bomo pričeli takoj, ko dobimo cepivo in pa navodila strani Ministrstva za zdravje. Se pa že pripravljajo seznami pri osebnih zdravnikih, tako da lahko vsak posameznik starejši nad 80 let v tem trenutku kontaktirajo svojega osebnega izbranega zdravnika in se prijavijo, da potem pridejo na vrsto za cepljenje. Včeraj in danes je v Celju v križišču Kidričeve in Čopove ulice na prehodu čez železniško progo prišlo do težav z delovanjem semaforjev. Kot nam je pojasnil Franc Klobučar, pomočnik direktorja Slovenskih železnic za infrastrukturo, je prišlo do tehnične napake. Na srečo je omenjeni prehod ob tovrstnih tehničnih težavah še dodatno zavarovan signali, tako da strojevodja pravočasno dobi opozorilo in pot nadaljuje z oddajanjem zvočnih signalov z manjšano hitrostjo, po potrebi pa se lahko na prehodu tudi ustavi. V Slovenskih železnicah izpostavljajo, da je varnost na prvem mestu, zato so bile zapornice spuščene kar nekaj časa, dokler niso odpravili okvare. Kljub težavam z delovanjem semaforja na srečo ni prišlo do prometnih nesreč. Slovenska rokometna reprezentanca je v drugi tekmi kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu leta 2022 proti Nizozemski iztržila točko. V dvorani Zlatorog so Nizozemci v zadnjih sekundah tekme prišli do izenačenja na 27-27. Za izbrance selektorja Ljubomirja Vranješa je bila to zadnja tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo v Egiptu. Nizozemska je v prvo polovreme in drugo polovreme dobro igrala rokomet. Mi smo
Nizozemska je odigrala dobro tekmo. Mi smo v drugem polčasu prišli do lepe prednosti, potem pa v nekaj minutah nespametno izgubili nekaj žog in na koncu remizirali. Nisem zadovoljen, saj bi to tekmo morali dobiti. Ne morem biti zadovoljen niti z napadom, niti z obrambo, tudi s protinapadi in vračanjem v obrambo ne. Za nas je ta tekma opozorilo o pravem času. 3-4-5 komašno metiznice in tako dalje, ali ipak mislim da bi trebali da dobijemo točke u ovoj utakmici. Nisam zadovoljan kako smo igrali, tu treba biti veći intenzitet u svom odbranju, napadu, u kontri, vraćanju u kontri, znači ja sam i rekao i pre, mislim da smo dobili na pravo vreme jedna šama celih. Mislim da nismo na našem nivoju, nismo bili najboljši, kljub vsemu smo nekje do 50 minut kontrolirali tekmo, na to v dveh minutah izgubili prednost 5 zadetkov, naredili tekmo spet zanimivo. Zopet imeli priložnost, da tekmo nekaj zaključeno, pa z nekim napakam dopustili, da se še enkrat vrnemo tekmo, na koncu smo srečni gol. Predvsem se strinjam z Rekerjem, da upam, da je to upozorilo v pravem času in da bomo pokazali veliko več neke želje, agresivnosti in vsega človečnosti. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji še zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od -11 do -4, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -2 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. V četrtek bo zjutraj spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi snežnimi plohami, nato se bo zjasnilo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V petek bo pretežno jasno, veter bo oslabel. Ja, sodeč po vremenski napovedi, nas jutri čaka kar sveže in hladno jutro. Pripravljeni bodite, zdaj ko veste, da bo temu res tako. Če želite biti informirani, bodite z nami ponovno jutri v dogodkih dneva na televiziji Celje. Hvala lepa in srečno.